En lep dober večer. Danes že drugi dan se družimo seveda ob dogodkih, ki nekako v kontekst naše razstave Sebastiana Salgada, Geneza tukaj v Mestnem muzeju in galeriji Jakopič, nekako vodijo tudi razmišljanja o slovenski tako teoriji, praksi dokumentarizma, ki nastaja torej v našem prostoru, oziroma o razmišljanjih, ki jih seveda zagotovo zmoremo tudi v našem prostoru in je zato pač lepa priložnost ob takih dogodkih. Že včeraj smo torej razmišljali o alternativah. Skupaj z Zavodom Membrana, z Janom Babnikom, sva si nekako zamislila ta srečanja, ti dve srečanji, ki smo jih pripravili. V veselje mi je seveda tudi, da so se nam pridružili torej založba The Angry Bat in pa galerija Fotografija s svojimi zini, knjigami, ki si jih seveda med pavzo in pa kasneje lahko zunaj ogledate, prelistate, jih tudi kupite. In danes seveda nov dogodek s naslovom Participacija. Vodila ga bo Sara Tekavec-Erjavec, da ne podvajamo besed, gostov ne bom posebej predstavila jih bo Sara, se z njimi pogovarjala in predstavili se bodo sami. Tako da se vam zahvaljujem za vaš obisk tudi danes. V prvem delu bojo sledile predstavitve dveh oziroma treh gostov, ki se je nam še ena pridružila. Nažalost je Bojan Brecelj odpovedal v zadnjem trenutku, tako da bo prvi predstavil svoj projekt fotograf in eden od ustanoviteljev Zavoda Fototerapija Matej Pehljan. Njemu bo pa sledila Romana Zajec iz Zavoda APIS, ki jih s seboj povabila še eno izmed udeleženk delavnic, Nino Baktašvili. Tako da v bistvu kar prosim k besedi Mateja. Lep pozdrav. Kot sem bil že predstavljen, Matej Pehljan je moje ime, po poklicu klinični psiholog in zaposlen v Centru za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje v Kamniku. To je center za gibalno ovirane. Ne vem, koliko poznate. Tam že pravzaprav več kot 20 let sem v službi. Sem pa tudi fotograf in to dvoje je nekako pravzaprav pomembno, zato kar bi danes rad povedal. Tudi to, da sem fotograf, pravzaprav danes če rečem, ni samoumevno, čeprav sem imel dolgo, rekel tako v življenju, že od malega neko željo, da bi fotografiral, da bi postal fotograf, da bi fotografiral s takim resnim fotoaparatom. Sem dolgo pravzaprav mislil, da ne bom mogel tega početi. Namreč, kot vidite, ne sem brez desne roke. Ko sem bil star 10 let, sem doživel eno nesrečo z bombo iz druge svetovne vojne, ki mi je eksplodirala in tako sem pač postal invalid, nimam roke, tudi enega očesa. In seveda to mi je bil problem pri fotografiranju, namreč vsi fotoaparati imajo sprožilec na desni strani. Pravzaprav ne obstaja niti en fotoaparat, ki bi imel, jaz sem si tako predstavljal, da bom vzel fotoaparat za levičarje, pa bom fotografiral z levo roko, ampak ga ni. In to me je pravzaprav dolgo časa oviralo, čeprav me je oviralo pravzaprav sam v svoji glavi. Dokler enkrat tle nisem vzel tiste škatle v roke in enostavno obrnil fotoaparat za 180 stopinj, tako da sem imel gumb za proženje pravzaprav levo spodaj in tako jaz tudi še danes fotografiram. To je bila pravzaprav odprl se mi je potem čist svoj nov svet. Videl sem, da sem tudi tak tip, da se skoraj lažje izražam s pomočjo podob. To vem tudi kot psihoterapevt, da je ekspresija, da je izražanje jasno zelo pomembno tudi v terapevtskem procesu in da je tudi neverbalno izražanje
v psihoterapiji mogoče, včasih je celo, bi rekel, širša pot do nezavednega ali do nekih problemov prav skozi neverbalno izražanje. No in tako sem jaz potem tudi rekel, če je to na nek način pomaga meni živeti, ne, bi verjetno pomagalo tudi drugim, ki so pa mogoče tudi še bolj hendikepirani v fizičnem smislu, in teh je v našem centru, kjer delam, veliko. Tako sem potem tudi spoznal kolega Jureta Kravanjo, in s katerim sva skupaj pravzaprav se začela pogovarjati, tudi on je bil aktiven na tem področju, in sva ustanovila Zavod za fotografsko terapijo, preko katerega, pa ne samo prek tega, nekako povezujejo ljudi, ki jih to zanima, in izvajamo različne pravzaprav projekte. Poskušamo na različne načine približati fotografijo osebam s posebnimi potrebami in jo seveda fotografijo tudi narediti za njih pravzaprav uporabno na več načinov. Po eni strani pa s pomočjo fotografije lahko tudi seveda prav vzpodbujamo ali pa celo rečemo, da fotografija kot je določena metoda postane čist terapevtska metoda, ne. Skupaj sva potem tudi študirala, kolikor je literature v svetu, te ni prav veliko, ne izvaja se tega prav veliko. Tudi konec koncev mi že kar dobro poznamo umetnostno terapijo, se pravi raba umetnosti pri zdravljenju duševnih motenj. Niti umetnostna terapija ni ne vem koliko stara metoda, ne, ampak se je uveljavila šele tam, rekel, v sredini prejšnjega stoletja. In tudi še danes, recimo, fototerapija kot ena od oblik umetnostne terapije ni še priznana kot neka samostojna veja v tej stroki. Tako da poskušamo potem tudi na nek način razvijati neko doktrino, tudi neko teorijo, in tudi tukaj smo, se mi zdi, kar nekaj dosegli. Zato, bi rekel, čisto na kratko lahko rečem, da danes uporabljamo fotografijo ali pa, bi rekel, fotografiranje kot dejavnost ali fotoaparat, ne, kot pripomoček na različnih področjih, ne, pomoči. Lahko je fotografija kot neka pomoč, kot nek katalizator, vzpodbuda v klasičnem psihoterapevtskem procesu, ne, se pravi s pomočjo fotografij, ki jih recimo pacient, klient ali pa kdorkoli v psihoterapiji ali prinese iz domačega albuma ali pa mu jih damo mi in jih potem on pač so te fotografije vzpodbuda za pogovor, je to lahko zelo, bi rekel, pospeši psihoterapevtski proces, pomaga pri zdravljenju. To je ena od stvari. Druga stvari so potem, ko že, bi rekel, ta udeleženec postane aktiven pri fotografiranju in s pomočjo različnih, pravzaprav določenih, jasno določenih vaj, ne, poskušamo krepiti določene funkcije, lahko so to čisto kognitivne funkcije, ki so bile recimo okvarjene, ali pa gre za recimo zdravljenje čisto nekih emocionalnih, vedenjskih težav z določenimi vajami, recimo avtoportretov ali podobnih vaj, ne, lahko dosežemo pomembne učinke, ne. Potem tukaj naslednja stvar, ki jo ne smemo zanemariti, je fototerapija, ki je pravzaprav, ki ni toliko vodena s pomočjo fototerapevta, ne, ampak je bolj kot neka dejavnost za samopomoč, ne. Mnogi ljudje, sploh tisti z deprivilegiranih skupin,
nimajo toliko možnosti v življenju, da bi se ukvarjali z neko ustvarjalno dejavnostjo. So hendikepirani in pač rabijo pomoč drugih ljudi, da lahko funkcionirajo. Ne. Fotografija pa sploh v digitalni dobi, ne, je postala toliko priročna, toliko dostopna, toliko, bi rekel, enostavna, poceni, učinek fotografiranja je takoj viden. Ne. Veliko je tukaj enih stvari, ki so kot na roko pisane hendikepiranim, da pravzaprav na ta način lahko čisto enakovredno vstopajo za svojo pravzaprav ustvarjalnostjo v življenje. Ne. Zdaj za tiste, ki kljub temu, recimo jaz sem prej opisal, kako sem se jaz znašel, ne, s tem obrnjenim fotoaparatom, no mi smo tukaj tudi ena taka zanimiva, ne, stvar se vidite pri marsikaterem, ne, kako smo pravzaprav kot eno inovacijo tudi razvili, bi rekel, en vmesnik, s pomočjo katerega lahko fotografirajo tudi najtežji invalidi, recimo neka stikala, ki jih povežemo s fotoaparatom in recimo naš Jasmin, na primer, fotografira stikalom, ki ga ima med usnicami in je recimo to praktično za njega edina stvar, ki jo lahko počne sam. In že ta občutek, da pritisneš na sprožilec takrat, ko sam hočeš, da narediš sam eno stvar, je to neverjetno pomembno za njega in neverjetno mu to pomaga pri enem občutku samozavesti, razvijanja identitete in tako naprej. Seveda pa potem spodbujamo še te mlade ljudi, da s temi svojimi izdelki, pravzaprav fotografijami, grejo v socialna omrežja, da s pomočjo njih zelo lažje pravzaprav navezujejo kontakte, vsem pomagamo, recimo, da imajo razstave, zelo s pomočjo teh fotografij gremo ven, ne, se pravi izven zidov in tudi tukaj pravzaprav so neverjetni učinki in na eni strani pri teh mladih fotografih, ki so deležni nekega uspeha, ne, recimo ne morete verjeti, ne, z našega centra včasih grejo na kakšna tekmovanja, ampak na matematičnih tekmovanjih ne dosegajo prvih mest, na športnih tekmovanjih ne dosegajo prvih mest, ne, dosegajo pa prva mesta na natečajih fotografskih, ne, ker premagujejo srednje šole, bežigrajsko, ne, ker imajo kaj povedati. Zgolj to, da delijo svoje življenje z drugimi, je nekaj, kar pri ljudeh pravzaprav vzbudi eno zanimanje, občudovanje in tudi dejansko te fotografije so pristne, ne, in to je tisto, kar velja. Zdaj, naslednja stvar, ki smo tudi dosti počeli, no, in je tudi en del fototerapije, je pa tudi, da lahko fotografija vsaj v enem segmentu postane lahko tudi kot ena poklicna dejavnost ali pa kot neka dejavnost, ki jim pomaga tudi kdaj kaj zaslužiti. Ne, tako da mi veliko sodelujemo s kakšnimi ustanovami, recimo ravno zdaj delamo za pedagoško fakulteto, potrebujejo za en test, potrebujejo 120 fotografij, študijskih fotografij in tu naši mladostniki recimo pravzaprav z lahkoto lahko naredijo kvalitetno in bojo dobili tudi za to plačilo, ne. Tako da je to tudi en način pravzaprav, da oni sodelujejo tudi na trgu in da včasih si izboljšajo tudi svoj finančni položaj. Za konec bi pa rad predstavil še en projekt, namreč teh projektov je potem pravzaprav kar veliko, ne, mi imamo ne samo v našem centru, mi imamo potem tudi tečaje, saj veste, temu rečemo tečaj, ne, temu rečemo fotografski tečaj, ampak potem se to razvije v mnogo več, ne, recimo zdaj smo ravno zaključili en tak tečaj
na društvu distrofikov, ki smo ga zaključili z izletom v Toskano in tudi tu, bi rekel, se ne da opisati, kakšni, bi rekel, psihološki učinki so po takem dogodku. Bi pa opisal še en drug projekt, no, ki mogoče bil zelo tak odmeven, ja, se je pa tudi odvijal v našem centru in ga je začel pravzaprav en 12-letni fant z mišično distrofijo. Ne vem, če veste, mišična distrofija je ena taka bolezen, ki je progresivna, se pravi, mišice propadajo, sem še malo prej povedal. Mišice propadajo, dokler človek ne more več pravzaprav dihati in umre. No, enkrat mi je rekel, ker je to, on ni nikoli hodil, je bil, bi rekel, že od malega se je ta bolezen razvijala, tako da je lahko pravzaprav, edino, kar je lahko počel, je s prsti, je lahko še take drobne gibe opravljal, drugače je bil pa popolnoma odvisen od tuje pomoči. Pitje, hranjenje, oblačenje, vse. Je pa, ker je lahko še držal svinčnik v roki, pravzaprav svinčnika ni mogel toliko pritiskati, ampak flomaster, in on je risal. In tudi neverjetno risal. Je bilo videti in pa z glasbo, glasba ga je zanimala. Pisal je hip-hop besedila in to ga je, mislim, videti je bilo, kako je v njem, bi rekel, ena žilca, ena ustvarjalnost, čeprav je bilo njegovo telo popolnoma, bi rekel, negibno. No in enkrat mi je ta fant rekel, jaz bi rad videl sebe, kako na fotografiji, kako bi izgledal, če bi lahko hodil. Meni tako malo, mi je to bilo tako kar presenečen sem bil, ker sem ga doživljal kot fanta, ki vendarle je sprejema na nek način svojo usodo. Me tukaj malo zaskrbelo, sem rekel pa, vendarle gre za neko zanikanje, ali tudi sem se spraševal, če bi to jaz naredil, a ga bo res osrečilo, ali bo kvečjemu videl, kaj on ne more početi. Ampak potem, ko smo se veliko pogovarjali, jaz sem to izkoristil pravzaprav za pogovor, ki je bil na nek način psihoterapevtski, sva vse bolj to razdelovala in sem pravzaprav videl, da gre tukaj za eno čisto normalno željo, ki izvira iz ene take radoživosti, in da je pravzaprav domišljija, on se je to predstavljal, on bi rad videl sebe v tem domišljijskem svetu, in da domišljija ni beg iz realnosti pravzaprav, ampak je, bi rekel, sestavni del naše realnosti. No, potem sva to, jaz sem njemu pomagal to pravzaprav realizirati, pogovarjala sva se, kako lahko bi to naredila, recimo s pomočjo montaže, Photoshopa in tako naprej, ampak sva rekla ne, mora biti bolj pristno, bolj originalno, in sva potem naredila fotografije preprosto na ta način, da sva, tako kot sem prej rekel, ko sem jaz obrnil fotoaparat in spremenil, bi rekel, perspektivo, sva tudi tukaj mi dva spremenila perspektivo in v drugi perspektivi je pač vse možno. Tako da je nastalo to, kar si bomo lahko zdaj pogledali.
Tako, hvala. Zdaj pa jaz kar k besedi prosila Romano Zajec. Pozdravljeni. Jaz prihajam iz zavoda APIS, sem soustanoviteljica, programski vodja tudi. V glavnem delamo zelo različne stvari, ampak danes bom predstavila en projekt Podobe enakosti. Mi smo pri Podobah enakosti v bistvu delali z migrantkami in z Rominjami. V bistvu uporabljali smo različne medije, fotografijo in video, ampak samo tako, da v bistvu malo umestim projekt Podobe enakosti, bom pa pokazala, v bistvu, s čim v bistvu se mi ukvarjamo. V glavnem mi uporabljamo zares različne medije kot orodja opolnomočenja, integracije in večne socialne vključenosti. Zdaj, glede na v bistvu predavanje, ko smo ga ravnokar poslušali, na to čudovito predstavitev pred mano, mislim, da je tale pojem opolnomočenja dosti bolj jasen. Kakšen dejansko močen vpliv ima lahko na človekovo življenje takšen medij. V glavnem mi uporabljamo poleg fotografije in videa tudi glasbo. In recimo en primer, na kakšen način uporabljamo recimo glasbo kot orodje opolnomočenja, je recimo tale eden izmed programov, ki se je ravno zaključil te dni. In smo v bistvu povabili prosilce za azil in begunce, da so se ostali mladini priključili. Tako da tole bo 20 sekund, pa mogoče za malo bolj dinamičen intro. یادم و این یادم داد که واقعیت همیشه خلاف گفته‌هاشون خواهد بود. نقطه این آهنگ حالت روحی الان منه، نه خوشگله نه زشت نه عام پسند، نه واسه مهمونی خوبه نه توی ماشین و نه توی جاده پر از منظره قشنگ، نه خوبه نه بد نه درسته نه غلط، نه سیاه نه سفید خاکستریه. این یعنی رنگ واقعیتی که میگه. V glavnem, v bistvu ravno tako kot v bistvu fotografija ali pa video, je lahko tudi glasba, ima lahko dejansko učinek in pač kot je lahko orodje socialne vključenosti in izmenjave. V glavnem, in to je v bistvu v tem okviru, katerega pač mi nekako pač uporabljamo. V glavnem, zdaj pri videu in fotografiji je v bistvu mogoče ena manjša, kar v bistvu mogoče specifika projekta Podobe enakosti je, da smo v bistvu združili fotografijo, video in moč zgodbe. Zdaj, kaj zares je moč zgodbe? Jaz mislim, da je tale filmček, ki ga bom zdaj pokazala, ki prav tako združuje v bistvu fotografijo in video, je v bistvu zelo dober primer, na kakšen način lahko zgodba, ki se jo postavi skozi filmček, uokviri neka naša razmišljanja, neke dileme, neke strahove. Zdaj, v bistvu filmček je naredila ena izmed udeleženk projekta Podobe enakosti. Sama je migrantka in je imela zelo, v bistvu tako pač zelo dobro formulira vprašanje, s katerim se zelo intenzivno ukvarjala. Filmček je dolg 3 minute, dinamičen, v glavnem, in mogoče, če ga opazujete iz perspektive, kako na kakšen način uporabi kreativen medij po eni strani in na kakšen način v bistvu uporabi svoje, se pravi, kako združi to z razmišljanjem o določenim problemu, s katerim se ta trenutek sooča. Moje ime je Julija in stara sem 32 let. Ko me ljudje vprašajo, odkot prihajam, resnično ne vem, kaj odgovoriti. Sicer lahko svoje življenje v grobem razdelim na 3 dele, vendar je zgodba malce bolj komplicirana. Rodila sem se v Mariupolju v Ukrajini, v času Sovjetske zveze. Pišem se Molina, moj materni jezik je ruščina,
Med 6 in 7 letom sem živela v Vietnamu, od 11. leta dalje živim v Sloveniji. S tem, da sem najprej bila 12 let v Kopru, zdaj pa že 10 let v Ljubljani. Vmes sem 1 leto preživela tuje na Portugalskem in se nasplošno prevelikokrat selila z enega doma v drugega. Na vprašanje, s čim se ukvarjam, se pojavi enak problem. Od 6. leta sem igrala klavir, pela v pevskem zboru, plesala balet, latinsko-ameriške in standardne plese. Trenirala odbojko in atletiko. Se spopolnjevala v jazz baletu in hortonu, hip-hopu, sodobni plesni tehniki in butu. Zastopala Slovenijo na državnih, evropskih in svetovnih tekmovanjih. Se ukvarjala z uličnim gledališčem, gledališčem zatiranih, klovnstvom in kabarejem. Plesala na televizijskih oddajah, delala firešove po diskotekah. Delala kot natakarica v barih, hostesa v kazinoju, pralka avtomobilov v topralnici, tehnica v galeriji. Montirala sem videe za predstave, fotografirala dogodke, žure in koncerte. Igrala v filmih, reklamah in videospotih ter stvari počela paralelno in jih večinoma tako počnem tudi zdaj. Končala sem Akademijo za likovno umetnost in oblikovanje, smer kiparstvo. Ne morem pa reči, s čim delam, saj se vsakič lotim česa novega. Torej, kdo sem? Iskala sem se kar nekaj časa. Iskala sem se celo v svojem diplomskem delu. Ne glede na to, koliko sem se trudila, se nisem našla tako rekoč nikjer. V rojstnem mestu sem bila iz Vietnama, v Kopru iz Ukrajine, v Ljubljani z Obale, na Portugalskem pa je bila itak cela zmeda. Občasno lahko rečem, trenutno sem več ali manj to ali ono, nikoli pa nisem samo eno. Družba pa zahteva specializacijo, da te lahko umesti v sistem. Moraš točno vedeti, kdo si. Ta pritisk je neznosen. Po noči ne moreš spati, srce ti razbija, čutiš se odtajenega od samega sebe. Misliš, da je že skrajni čas, da se končno odločiš. Zato greš po pomoč k psihoterapevtu, začneš hoditi na meditacije, poskusiš vsako zdravilo, da bi te približalo nazaj k sebi. Dokler nekaj dne ne vskočiš v pogovor in slišiš. Ti nisi ali. Ti si in. In ugotoviš, da ti ni treba izbirati. Tako da zdaj lahko končno rečem, da sem in kiparka, in plesalka, in igralka, in fotografinja, in kelnerca, in videomontažerka, in tehnica. Sem in Slovenka, in Ukrajinka, in Ljubljančanka, in Primorka, in malce tudi Portugalka, in preprosto jaz. Skratka, to je eden izmed 5 filmčkov, ko smo jih v bistvu naredili. Zdaj, v bistvu, kaj je bilo izhodišče, iz katerega smo izhajali, je bilo, da vsaka od udeleženk, ki je prišla, je v bistvu mogla najti neko temo, katera jo zelo osebno tangira. Se pravi, pri tem smo zelo vztrajali. V glavnem, zakaj? Zaradi tega, ker v bistvu zdaj, če gre za daljši format delavnic, ljudje morajo imeti nek poseben angažma, neko osebno investicijo, da dejansko vztrajajo. Zaradi tega, ker nekatere so imele določene izkušnje, velikih ni imeli, ampak dejansko vse so prišle do konca in naredile v bistvu super filmčke. Tako da, in tudi filmčke, s katerimi se kljub temu, da mogoče pač, ne vem, mi nismo migranti, in da imamo, ampak kljub temu razumemo te dileme identitete, s katerimi se je Julija ukvarjala. In ravno zaradi zgodbe pride lahko do tega momenta identifikacije. In mislim, da je tako tale video tako zelo zaokrožil prek socialnih medijev in je bil zelo dober odziv. Tudi v Sloveniji in izven pravzaprav. V glavnem, se pravi, poleg videa pa je, se pravi, še en medij, s katerim precej delamo, je pa fotografija. Zdaj, v bistvu, pri podobah enakosti je 8 žensk hodilo na delavnice in so ustvarile dejansko 8 fotozgodb.
To je bilo potem dejansko razstavljeno v atriju ZRC SAZU-ja. Imeli smo tudi Mirjam Hladnik-Milharčič kot somentorico in Manco Juvan, ki jo verjetno vsi poznate, ona je v bistvu bila mentorica fotografskega dela. Jaz sem bila mentorica pri videu. V glavnem, danes sem povabila Nino Bektašašvili zraven, ona je bila ena izmed udeleženk, ki je v bistvu dala obe delavnice skozi. Mislim, da je bila fotodelavnica cirka 2 meseca, pa cirka 2 meseca potem videodelavnica tam nekje. V glavnem Nino je pač pripravila fotoserijo in zakaj sem jaz prosila, da ona pride danes zraven? Predvsem zaradi tega, ker je ona dejansko super primer, njena zgodba in njena izkušnja. Kaj je recimo to vrstna delavnica, ki pač je vodena, ampak v bistvu vodena samo v smislu, da vzpostavi prostor in ponudi mentorsko podporo in da za izhodišče osebno zgodbo, kakšen potencial ima lahko tako zelo en tak enostaven okvir zares in kaj je to zanjo cel ta proces pomenil. Tako da bi jo prosila, če se nam pridruži, pa mogoče pokaže svojo fotoserijo in filmček. Pozdravljeni. Snemam to avtomatski slajčev. Lepo pozdravljeni, sem Nina Bektašašvili, prihajam iz Gruzije. Sem ena iz udeleženk projekta Podobe enakosti od Zavoda APIS-a. Kot je že Romana rekla, smo dobili neko nalogo, da mogli narediti zgodbe migrantk. Pol sem malo razmišljala in sem ugotovila, da rajše bi naredila svojo osebno zgodbo kot od nekoga drugega, ker mislim, da tudi moja zgodba je neka posebna in mislim, da marsikatera ženska lahko poveže svojo zgodbo z mojo zgodbo. Tako da sem naredila 10 slik. Vsaka slika po moje pokaže to neko stanje, moje emocionalno stanje določenega obdobja iz mojega življenja, takrat, ko sem prišla v Slovenijo. Spravi, to je prva slika, neka tako poročna slika, pa ni klasična, zato ker ni veselja, ni sreče, tako da jaz ne bom zdaj veliko povedala o posebi, o vseh slikah, samo bom šla čez. Samo povem, da v bistvu, zakaj sem se odločila, ker sem imela že zelo velike težave od takrat, ko sva šla na razne z mojim bivšim, sem bila v novi državi, druga mentaliteta, druga kultura in je bilo zelo težko preživeti to vse, ampak potem sem, kako bi se rekla, se opravičujem za slovenščino, veliko napak naredim, ampak prišla sem do enega obdobja, ki sem odločila, da je dosti sivine v življenju, tudi če sem razočarana, tudi če sem imela veliko negativnih obdobij, vseeno kot vsak človek življenje gre naprej in moraš imeti razlog, da greš naprej in zatakneš v tem danger in the black hole. Tako da pokažem v bistvu na emocionalen način, kako je bilo biti sama, biti z otrokom, z birokracijo, kako je bilo težko. Tako da ne vem zdaj, če vsaka slika res pokaže močno te faze, vse, kar sem imela, ampak na nek način sem poskusila, da
sem povezala vse to do sedajnosti v bistvu. Pa zahvaljujem Zavodu Apisu, ker v bistvu fotografija je moj hobi, tako hrana za dušo, ampak že dolgo nič nisem slikala. In ko sem dobila priložnost udeležiti projektu, sem vzela to kot neki izziv, da bi začela spet fotografirati. Ker jaz sem bolj tako vizualen človek in meni všeč, ne morem veliko govoriti, ne morem pisati nič, ampak všeč mi je, da pokažem svoje občutke pa emocije prek slik. Pa zraven tej seriji sem naredila še en kratek filmček, tudi iz svojega življenja, v bistvu fuzija dvojne identitete, kako je biti polovico svojega življenja samostojne samohranilke, v bistvu kot samska ženska, 2 tedna na mesec in ostalo pa 24 ur mamica. დრო ყველაფრის მკურნალია, ოღონდ ჩემი არა. საოცარი უნარია დარდი წარა მარა. რასაც ვფიქრობ გადმოვისვრი, უმარტივეს ლექსად. წარსულს ვათრევ ჩემი კისრით, ვერ ვიშორებ ვერსად. საოცარი უნარია დარდი წარა მარა. დრო ყველაფრის მკურნალია, ოღონდ ჩემი არა. Mama, prida capoeira. Čak samo. Prida capoeira. Samo malo. Ne. Prida capoeira. Prida capoeira. I am not much, but I am all I have. Double identity gasping in my vulnerable body. Feels like standing on moving grounds with my head high up in the clouds. This state isolates and places me in a certain distance with the world, but in a very different distance, inner one, measured with loneliness. I love wandering around without fear to come back at the end of the day to an empty flat, laying down alone with myself in an empty room, in silence. All I fear is no one to miss.
It's a chaotic and unstable routine of my being, similar to the dramatic clouds in the permanent circulation on the grey sky. My lonely life gasps in the same frequency, and I appear in a pointless and constant hurry in search of something so valuable. I sense it's the search of stability, in every sense of it. That's what my son gives me, a clear focus to hold on to, and in a second find myself back, and a peace with it, a reason for life, a meaning of life. Super. No, smo se vsi poseži in lahko začnemo zdaj z neke vrste okroglo mizo oziroma debato o participatorni fotografiji oziroma fototerapiji. Pač dva gosta od treh tukaj so že predstavila, manjka nam še profesor Robi Kroflič, ki je redni profesor za področje obče pedagogike in teorije vzgoje na oddelku za pedagogiko in andragogiko Filozofske fakultete. Kar je pa v bistvu najbolj zanimivo je, da v zadnjih nekaj letih izoblikoval koncept celovitega induktivnega vzgojnega pristopa. Pri preizkušanju tega koncepta pa je posebno pozornost namenjal tudi pogojem za večjo participacijo in emancipacijo otrok iz ranljivih družbenih skupin. Ko se morate malo bolj tudi na to področje osredotočali. Zdaj še mogoče že prej smo omenjali, fototerapija v Sloveniji mogoče ni ravno pretirano poznana ali nič, ampak imamo pa eno zelo dobro knjigo Fototerapija, med kateri imamo tudi avtorja Mateja in pa profesorja Krofliča. Tako da si predlagam, da si jo zunaj pogledate, pa se jo da pa dobiti tudi na spletu PDF verziji, če sem prav razumela. Takole, za začetek eno čisto osnovno vprašanje, ker v bistvu lahko kar vsem trem, pa se ga mogoče po vrsti potem odgovarjate, ampak sicer, kdaj ste prvič prišli v stik s participatorno fotografijo oziroma fototerapijo? Ste se tega mogoče primarno tudi sami, ste slišali za to kje drugje, pa če ste se zavedali teh terapevtskih učinkov že prej, pač kar se tiče vizualnega materiala in podobnega. Mogoče kar po vrsti, če lahko gremo. Ja, jaz sem že prej omenil mojega kolega Jureta Kravanja, ki je, mislim, da je zdaj nekaj let nazaj pravzaprav, vodil en projekt v psihiatrični bolnici v Polju, kjer je pravzaprav delal že kar fototerapevtsko z skupino psihiatričnih bolnikov na forenzičnem oddelku in on mi je z enim velikim entuziazmom pravzaprav pripovedoval o teh pacientih, ki so imeli zelo težke zgodbe za sabo, težke dogodke, ker je bil to forenzični oddelek, se pravi, so naredili tudi nekaj hudega pod vplivom te bolezni, ampak kako so se pa odzivali na
na to dejavnost, kako so fotografirali, kako jih je to navdušilo, kako pravzaprav on z njimi ni imel nobenih težav. Ne. On se celo včasih tako malo že skoraj predrzno, včasih dovolj so kar šli ven in nikoli ni bilo nobene težave. Ne. Tako da to je bila prva taka izkušnja, se pravi preko drugega, ko me je tu prepovedoval, pol pa in preko lastnih izkušenj in pa seveda ta inštitucija, v kateri sem zaposlen, mi je enostavno dala možnosti, da to, kar sem nekako sam že nekako preizkusil, da delim še z drugimi, da drugim omogočam najprej zgolj to, da fotografirajo, da ustvarjajo, potem sem pa počasi odkril tudi bolj teorijo in malo bolj sistematične pristope, metode, recimo tudi za terapijo, za zdravljenje določenih, spodbujanje pri okrevanju določenih funkcij in tako naprej. No. To so bili nekako moji prvi začetki. Ja, jaz se sicer s fotografijo ne ukvarjam poklicno, ne, nikoli se nisem, bil sem ljubiteljski fotograf in če bi rekel, zakaj uporabljam fotografijo, bi moral tisto tvojo sintagmo vzeti, da mi je to nekakšna samopomoč. Ne. Jaz se namreč ukvarjam s teksti, z besedili, z to, recimo temu, diskurzivno logiko, ne. In edini način, da spucam glavo, je, da začnem misliti v podobah. In ne znam slikati, ne znam risati, znam pa gledati. Znam pa loviti podobe iz nekih kontekstov. Tako da meni pravzaprav osebna fotografija zelo veliko pomeni, da pač nekako sčistim glavo in tudi lahko mislim na drug način. Samo fotografijo kot medijem sem se začel ukvarjati znotraj vzgoje, niti ne čisto naključno, ker mogoče, da pojasnim, kaj sploh pomeni ta induktivni vzgojni pristop, ne, zelo preprosto, ne. Vzgoja kot neko oblikovanje identitete, moralne samopodobe, običajno pravzaprav klasično pomeni, da smo mi odrasli tisti, ki otroku razložimo, kaj je prav, kaj je narobe, ne, v kakšni vlogi se mora pojavljati, na kakšen način mora pač zgraditi neke kode vedenja, ne. In seveda otrok, še preden kaj dosti razume, ne, te diskurzivne razlage, pravzaprav se že identificira z vsemi temi navodili, ne, sploh še jih pospremimo še za nagradami in sankcijami, ne, in na nek način, ko začne pravzaprav samega sebe iskati, ne, je že ujetnik pravzaprav ene identitetne zgodbe, ne. No, to je mene vedno motilo, ne, in sem poskušal pravzaprav zadevo obrniti na glavo, ne. Vprašal sem se, kaj je tisto, kar otrok pravzaprav že zelo zgodaj razume, ne. In tisto, kar razume, niso neke racionalne razlage, ne, ampak so pač neke zgodbe, situacije, recimo, ki jih v katere kontekstualno vstopa, ne, kjer ve, da če nekaj narediš, da temu dejanju sledi neka posledica, ne, in če ga spodbujamo pravzaprav ne k takšnim, rečemo temu, deduktivnim razlagam, ampak bolj celovitemu doživljanju in razmišljanju o sami situaciji, ne, se bo zgodilo pravzaprav zelo podoben učinek kot pri prejšnjem delu, samo da bo pri tem oblikovanju lastne samopodobe bistveno bolj aktivno vključen. Ne. Zdaj, tak način, ne, recimo vzgajanja, discipliniranja, pa ne poteka nujno samo v realnih življenjskih situacijah. Poteka lahko tudi pravzaprav v upodobljenih. Ne. In tu pravzaprav pride potem zraven umetnost kot pravzaprav medij vzgajanja. Ne. V najrazličnejših oblikah, seveda, otrok je lahko sam pravzaprav dobi v roke orodje, s katerim se izraža, ali pa preko umetnin drugih prepoznava pravzaprav neke svoje položaje, stiske, vprašanja in tako dalje. Skratka, v obeh dveh vlogah je lahko pravzaprav zelo aktiven. No, sem pa tak tip teoretika, da rad tisto, o čemer razmišljam in pišem, tudi preizkušam. In imel sem srečo, da sem v navezavi na ljubljanski vrtec, to je vrtec Vodmat,
zdaj že več kot 10 let izvajamo zelo različne umetniške dejavnosti z predšolskimi otroki. Začenjali smo seveda s tistimi klasičnimi, ki so otrokom najbližje, risanje, slikanje in tako dalje, potem smo od tega prešli na inštalacije, pa na grafiko, pa na pripovedovanje zgodb, pa na street art, pa seveda na fotografijo. Zdaj zadnji projekt je bil animacija, recimo, ko so iz fotografije otroci preko stop motion tehnike naredili risanke. Ne? Vse to so pravzaprav za njih neka orodja. Ne? Orodja, s katerimi lahko nekaj povejo o sebi. Za njih je pa pravzaprav to izražanje toliko bolj pomembno, ne? Ker pri odraslem je ta metakognitivna sposobnost, da mislimo misli, dokler so v glavi, ne bistveno bolj razvita kot pri otroku. Ne? Otrok mora pravzaprav tisto misel, ki je v njem, ne, na nek način pravzaprav pozananiti. Ali v nekem dejanju, ali v nekem izrazu, in v tej pozananjeni obliki pravzaprav on začne se zavedati, kaj se v njemu dogaja. Ne. Se pravi, brez vsakršne nujne terapevtske funkcije, ne, je to njemu pravzaprav tako orodje. Ne. Hkrati pa v pedagoški situaciji je to orodje za odraslega, da otroka razume. Ne. To, ker se niso te dokumentaristični pristopi k razumevanju otroštva začeli dogajati bolj, recimo v okviru nekih etnografskih študij, tam od 70 let naprej, smo otroka gledali preko teorij. Teorije so pa nastajale pravzaprav ne v otrokovih avtentičnih okoljih, ampak v nekih klinično-laboratorijskih situacijah, ker so mu dali neke zadeve za manipulirati in so to upisovali. Ne. In še danes se večina, recimo, pedagoških delavcev izobražuje za delo z otroki tako, da poslušate teorije. In zelo malo pravzaprav zvejo, kaj otrok v nekem drugem okolju, v realnem okolju dejansko lahko naredi. Skratka, do bistveno večjega razumevanja tega, kako otrok reagira, kako razmišlja, doživlja, kako strukturira lastno identiteto, kaj tudi zmore pravzaprav, kako zmore se aktivno angažirati, recimo v nekem svojem svetu, pa tudi izven tega sveta, ne, se ni mogel zgoditi, dokler pravzaprav nismo razvili drugačnih orodij. In tu je recimo fotografija, video in tako dalje zelo veliko pomagal. Ne. Tudi nam odraslim, ne samo njemu za izražanje. Zdaj, kar se tiče pa same te participatornosti in vzgojnega pomena, bi sem to še povedal, da seveda eno je pravzaprav, da otroku moramo dati orodja, da izraža tisto, kar se v njem in z njim dogaja. Ne? In tako kot recimo tudi pri kakšnih pripadnikih drugih kultur, ali pa recimo beguncev, ki se znajde v nekem okolju, kjer ne pozna kulturnih kodov, ne pozna jezika in zelo težko v besedi izrazi tisto, kar se z njim dogaja, ne? Je tudi za otroka značilno, da s tem seveda diskurzivnim načinom ni najbolj spreten. In če bi on moral spogajati neko svojo situacijo z pogajanjem, kaj je prav in kaj je narobe, ga bomo mi hitro porazili. Ne? Če mu damo pa orodje, kjer je bolj spreten, ki ga obvlada, ne, bo pa lahko povedal bistveno več. Ne? To je en vidik, ne, in na tak način seveda bodo tudi mogoče včasih, če smo zelo pozorni, včasih izrazi, ki na prvi pogled se zdijo neracionalni ali pa konfuzni ali pa da nič brezpomenski. Ne. Če jih znamo dokumentirati v kontekstu situacije, pravzaprav vidimo, da je otrok silno pameten. Ne. Jaz zdaj nimam s sabo tega fotogradiva, ampak recimo pogosto pokažem študentom eno risbo, ki je narisal en let star otrok, ali več kot 1 leto, ne, ki je ena navadna čačka. Ne, in ko pokažem, kaj bi to lahko bilo, seveda noben o tem nič ne vidi. Ne. Potem pa povem zgodbo, kako je ta čačka nastala. Ne, da je to otrok narisal, ko je parkrat poslušal eno deklamacijo ene preproste pesmi. Ne. In ko to skupaj povežemo, vidimo, da je tista čačka popolnoma strukturirana. Da vsi elementi te deklamacije so pravzaprav v tej risbi. Ne. In tudi mi, recimo, ko smo delali z različnimi mediji in mi potem razstave, ne, recimo fotografska razstava je bila v galeriji Fotografija, ne, so otroci tisti, ki razstavo odprejo
z nekim uvodom razlago, kaj so počeli, in tja pridejo seveda z pripravljenimi govori, ne, ker pa ne znajo pisati, seveda si lahko predstavljate, da so to v nekem njihovem jeziku podobni in tako dalje, nekakšni opomniki, kaj bodo povedali. Ne. No in druga stvar, mogoče samo še ena anekdota, ko smo delali z ulično umetnostjo, z grafiti, se je zgodil en zelo zanimiv premik. Seveda, ko so se najprej seznanili, kaj sploh to je, kje lahko s takimi zadevami sploh kaj počne, ne, je bil potem ta praktični del, ne, ustvarjanje grafitov zamišljen v bistvu na vrtčevskem dvorišču, v nekem varnem okolju in tako dalje. Ne. Ampak ena skupina otrok, od tistih mnogih, ki so sodelovali, ne, kakor s tem ni bila zadovoljna. Ni se jim grafit posrečil, ne, sprejali so na asfalt, pa te barve niso bile take, kot so hoteli. Ne. In zdaj se jim je, da pravzaprav ne delajo na prav način. Ne. So rekli, pa ste nam povedali, da grafitarji si vzamejo steno, ne, in na njej nekaj naredijo. Ne. No, ker smo bili dosti blizu, da smo te glasove ulovili, smo rekli, ja, to res ni v redu, ne, dajmo jim to priložnost. Ne. In smo si zamislili potem nek način, da smo otroke spravili v mesto, ne, v območja, pravzaprav, kjer smo seveda brez dovoljenj, čeprav vzgojiteljice tega niso smeli vedeti, kaj šele ravnateljica, ne, ker bi drugače akcijo ustavili, ne, ker so otroci ustvarili pravzaprav izjemne grafite, ne, in to tudi družbeno pravzaprav zelo, zelo pomembno. Ne. Njihova ideja je bila pravzaprav, da želijo pokazati, kakšna je njihova predstava kvalitetnega bivanjskega prostora, ne, z vidika tega pravzaprav ravnotežja med urbanim in naravnim. Ne. In ustvarjali so v bistvu neke virtualne vrtove, ne, na obrobju Metelkove, ki jih seveda že zdavnaj ni več. Prvega so takoj prebarvali, zaradi tega, ker je bil na fasadi Inštituta za varovanje kulturne dediščine. Ne. Druga dva, ne, sta pa kazila pravzaprav eno betonsko steno in so jih s tako svežo sivo barvo betona, ne, odstranili. Tako da, ne, ta participatornost pravzaprav lahko seže, če damo otroku orodje, zelo daleč, tudi izven tistega njegovega domačega okolja. Romana, boš ti malo dodala, kako je s participatornostjo pri kakšnih drugih marginaliziranih skupinah, oziroma kaj so bile te prve izkušnje, ko ste se lotili sploh tega zavoda? Jaz bi najprej povedala, da Nino zaradi realnosti samohranilke mame, da je mogla iti, drugače bi bila zraven, bi lahko sama kaj povedala, nekaj drugače bi bila mišljena, tukaj je 4. sedež za njo, ampak jutri ima sin prvi dan šole, tako da bi mogla iti domov. V glavnem, jaz v bistvu bolj prihajam iz področja videa, videoprodukcije in filma, tako da jaz sem se z participatornostjo prvič srečala pač res prek TV-je. V glavnem pač kar nas fascinira ves čas, ne, in to pač v bistvu tudi inspiracija našega dela, je kako na nek način uporabiti različne medije, da v bistvu ranljive skupine povejo svoje zgodbe. Tako da to je v bistvu zdaj, mislim, jaz sem veliko delala z begunci, prosilci za azil že prej, tako da zaradi tega imam pač neko afiniteto in tudi neko močnejšo socialno mrežo in vedno pač pripeljem te ljudi v projekte noter, ampak delamo tudi z drugimi ranljivimi skupinami in na nek način, ne, tako kot mogoče otrok, ki ni toliko artikuliran, ne, pa mu jezik je ravno tako ranljiv, ne, zato ker je vedno v pogajanjih pravzaprav šibkejši. Tako. Ker pogajanja vedno potekajo v jeziku odraslih. Tu je pravzaprav podobnost. Ne. In to je mogoče še ena stvar, ne. Obstajajo resne teze, ne, da se je šele z emancipacijo ženske vloge v družbi začela emancipirati tudi otrokova vloga, da je to šlo drugo z drugim. Ne. Tako da gre za isti pojav. Ista logika je, ja. In mi v bistvu ravno zdaj pač poskušamo, mislim, da dejansko ta trenutek delamo z Barbaro Turk Niksač, ne vem, če jo poznate, ampak ona je antropologinja, otroška antropologinja, ki isto pač se ukvarja z fotografijo, uporablja
fotografijo kot orodje dela z otroci. In v bistvu smo prepoznali sinergijo ravno zaradi tega, ne, ker gre za isto logiko, se pravi, tako kot recimo mogoče migrant ali pa begunca, ne, tako kot sem prej pokazala pri glasbi, mogoče tako ful sem imela dilemo, ali čem sploh to pač dati v ta okvir, ne, današnjega pogovora, ampak gre za v bistvu isto stvar, ne. Recimo prosilec za azil, begunec, on pride sem, on ne razume jezika, ne, isto je z migranti, pač pride z določenim časom se naučijo jezika, ne, ampak v bistvu kako prosilcu za azil še vseeno v bistvu omogočiti prostor in interakcijo, ne. Glasba je en medij, ki ravno tako kot recimo mogoče fotografija ali pa video, da pač je neki jezik v bistvu izraza in komunikacije, ki premosti neke stvari, ko so izključujoče, tako kot jezik. Ne. Jezik je ena izmed stvari, ki vsi dobro poskusimo, če gremo ne, v tujino in nimamo skupnega jezika, vemo, kaj to pomeni. Ne. Tako da, skratka, mi imamo res, naša motivacija vedno in pač v bistvu tukaj pač raziskujemo prostor, je kako z različnimi mediji dati priložnost, da ti ljudje povejo svoje zgodbe, se predstavijo, širijo svojo socialno mrežo, se povežejo in da je to v bistvu orodje izmenjave in opolnomočenja posledično. Tako. Zato, če prej pri predstavitvah se je ta tema malo odprla, opolnomočenje, ne. Kako gledate na moč fotografije v primeru opolnomočenja, ker ste vi rekli, da v bistvu potem lahko končni fazi teh hendikepirani na ta način služijo denar, po drugi strani je to način komunikacije in potem lažje zadeve stečejo naprej, če lahko mogoče še malo o tem vidiku poveste. Mogoče kar tudi, da vi spet začnete. Ja, tako kot smo že omenili, sigurno, da je fotografija, ki je na nek način zelo preprosta v tem procesu nastajanja, ne, se konec koncev gre tehnično zgolj za pritiskanje na sprožilec, ne, ampak seveda tukaj toliko odzadaj daje možnost, recimo vsaj v mojem okolju, tistim najbolj hendikepiranim, da pravzaprav enakovredno sodelujejo, ne, da se izražajo, ne. Prej smo govorili, sem imel v mislih recimo enega našega fanta, zdaj pravzaprav že 26-letni moški, ne, ki zaradi cerebralne paralize je na vozičku, ne, gibalno zelo hendikepiran, tudi nima govora, ne. In on je seveda zelo, sicer preko računalnika, ampak z veliko težavami ali pa veliko časa potrebuje, da recimo preko določenih stikal izrazi eno svojo misel, ampak ko je on dobil fotoaparat, ne, za njega se je čisto odprl nov svet. Ne, on prvič zdaj lahko pripoveduje, on tudi recimo, ko pride, ko se mi dva srečava, ne, on ima recimo pripravljeno neko serijo fotografij in on mi tem pove, ki je bil, kaj je počel, ne, za njega je to, bi rekel, čist novo življenjsko obdobje, tudi on sam zdaj o tem tako govori, ne, prej je pravzaprav govoril zgolj o tem, kako bi končal svoje življenje in imel pravzaprav največjo težavo, ker je toliko hendikepiran, da ni mogel pravzaprav se ubiti, ne. Zdaj pa pripoveduje, ne, o svojem življenju kot o vrednem, ne, kot te razstave, ki jih imel. To je nekaj, kar pravzaprav res človeka, ki spremlja, ne, od zunaj, te fascinira, ne, kakšna je ta moč fotografije. Mogoče še Romana, če malo dodaš glede tega opolnomočenja, ker se predvsem tudi ženskami ukvarjate, kar kaj vem, pa s migranti, romkinjami in podobno. Opolnomočenje je takšna v bistvu kompleksna stvar, ampak jaz recimo, kar lahko rečem iz različnih tipov delavnic, ki sem jih izvajala, je v bistvu prva stvar je to, da tekom delavnice vzpostavi nek prostor varnosti. In to je prvi prostor, kjer v bistvu se ljudje lahko odprejo.
se povežejo med sabo in pač ne vem, recimo z begunci, z migranti, prosilci za azil, pa tudi z drugimi ranljivimi skupinami je tako, da v bistvu, ko dobijo neko okolje, kjer lahko dejansko so tudi ljudje, ki so imeli podobne izkušnje, je že to ena taka zelo močna točka povezave. In tudi, se pravi, tudi če so drugi udeleženci zraven, ki mogoče nimajo podobne izkušnje, v določenem trenutku se vzpostavi zelo močna prijateljska vez. In to je absolutno en korak opolnomočenja. Zaradi tega, ker sploh recimo ti, ki ne prihajajo z našega okolja, oni nimajo močne socialnega konteksta, tukaj nimajo močne socialne mreže in jim je to zelo pomembno. Tako da prvo, da nekdo dejansko sliši, kaj govorijo, da ima podobno izkušnjo in da lahko neke stvari, ki mogoče mi sploh ne vemo v njih, zaradi tega, ker nimamo te izkušnje, se pravi, lahko dobijo odgovore. Tako da, glavnem, in kada se nekako sestavi neka mreža stvari, ko se dejansko poleg takočega programa, tako kot recimo govorimo o videu in fotografiji, dodatno oporo opolnomočenja nudi. Se pravi, potem sam program ima pa neko funkcijo opolnomočenja v smislu, da je zelo pomembno, recimo, ker veliko žensk, recimo, pa se nima veze ali ženska ali moški ali kdorkoli, res ni pomembno. Se pravi, pač ima fiksno idejo, da pač fotografija ni za njih, da je video absolutno neobvladljivo prekompleksen in je v bistvu tudi ta aspekt zelo pomemben, da vidijo, da dejansko pridejo čez cel proces. En moment opolnomočenja je pomemben, mi imamo vedno javne predstavitve. In to v bistvu, ko oni pridejo v nek prostor. In mi tudi v bistvu pač nekako težimo k temu in tudi nam ponavadi uspe, da dobimo nek prostor, ki ima tudi neko simbolno vrednost. Tako da recimo Atrij ZRC SAZU v bistvu ima neko simbolno vrednost, to je Slovenska akademija znanosti in umetnosti in recimo, če mi pripeljemo v bistvu ženske, migrantke v tak prostor, da one predstavijo tam svoje rezultate, zanje je to po eni strani konstruktiven pritisk, ampak po drugi strani pa tudi v bistvu ima neko simbolno vrednost, da v bistvu se lahko, pač, da tam predstavljajo svoje rezultate. To je tako, kot ne vem, za fotografa, da v dobri galeriji konec koncev razstavlja. Pa ne gre toliko mogoče za referenco za CV, kot gre res za v bistvu občutek. Tako da to, pa še zadnjo stvar bi dodala, kaj je moment opolnomočenja, je absolutno recimo, da v bistvu tako kot Nino, jaz mislim, da je Nino toliko dober primer, zaradi tega, ker dejansko je bila, mislim, strašno veliko poguma rabila, da je toliko intimno zgodbo v bistvu se spravila delati prvo kot prvo in drugo kot drugo, da jo je zvozila celo, se pravi, ona dejansko celo serijo 10 fotografij, celo svoje življenje praktično bila sposobna v enem trenutku dati na steno za naključne gledalce, tako rekoč, in da je tudi v bistvu sposobna zdaj, da je bila sposobna sem priti pa v bistvu tukaj takole predstaviti. Ker v bistvu je malo časa, mi smo rekli, ok, 10 minut maksimalno, ampak v bistvu tukaj smo ranljivi, kjer pač, mislim, 10 minut za predstaviti svoje življenje, pa še najtežji aspekt svojega življenja, jaz mislim, da tako je, moraš biti pogumen za to, tako. So mogoče en izmed teh vidikov, v končni fazi fototerapije, pa participacija, se nekako vse ukvarja določeno tudi z osebnimi zgodbami, svojimi vidiki. In fotografije pa vizualni material in res to, da se ga gleda. Kakšen je potem dejansko odziv udeležencev na to, da so te zadeve javno pokažene? Se vidi, da so vsi posnetki dostopni na YouTubu, imeli ste razstave, potem vi spodbujate vaše učence, da to delijo prek socialnih omrežjih. Kaj jim to tudi pomeni, da se vidijo te fotografije in izdelke, ki jih naredijo? So res pomembni odzivi tudi drugih ljudi, tudi morda nekaterih, ki jih ne poznajo, in zakaj? Kakšen ima to efekt na posameznika? Ja, seveda so zelo pomembni, ampak tako kot si rekla, najprej treba ustvariti res eno vzdušje, en občutek varnosti, da začnejo verjeti pravzaprav, da delajo dobre fotografije, da znajo fotografirati. To
je v resnici na začetku zelo prisoten strah, ne, v smislu, da je nekaj dobro, nekaj pa slabo, ne, imajo se čisto tako nejasne predstave, kaj je, ampak bojijo se, ne. Potem, ko dobijo neko potrditev, ne, ki je pravzaprav, ki smo jo dolžni mi, pravzaprav te strahove odpravljati, ne, da se zavedajo, da je kvaliteta fotografije pravzaprav ni vezana na to, je fotografija ostra ali je kompozicijsko pravilna, ampak je pomembno zgolj to, da poskušajo izraziti ali pa upodobiti tisto, kar pač leži v njih, ne. Potem gre to pravzaprav lažje in je tudi delitev, ne, z drugimi lažja, ne. Zdaj, za nas je to še posebej pomembno, ker se lahko hendikepirani, seveda zaradi enega sramu, ki je v njih, ne, se umikajo, se izolirajo, se ne pokažejo, ne, tudi skozi zunanjo podobo, ne, se ne pokažejo, zato je zame, ne, zelo pomembno, da zberejo pogum, pravzaprav, da se pokažejo navzven, ne, včasih pa tudi, se pravi, se pokažejo taki, kot so. Smo pa imeli tudi že projekte, kjer smo delali fotografije, kjer smo poskušali pa tudi narediti, ne vem, smešne fotografije, se pravi neke portrete za Facebook, ne, v tem smislu, kjer so uživali na drugačen način, kjer so na bolj duhovit način sebe prikazovali, ampak odzivi s strani drugih so praviloma dobri. In recimo na Facebooku, ko dobijo lajke, je to en tak resnično neverjeten učinek, ki ga dobijo. Nadaljevati v končni fazi otroci, ali se tudi... Ja, zdajte, ko sestavljamo zgodbo samega sebe, ne, sta pravzaprav dva vidika enako pomembna, ne. En je, kako sami sebe doživljamo, dojemamo, razumemo, ne, drugo je pa pravzaprav, kakšne odzive na to, kdo smo, dobivamo iz okolice, ne. Človek je pač vedno odnosno bitje, nikoli ne more biti samo sam sabo, oziroma tudi, kadar smo sabo, smo v odnosu z sabo, z neko predstavo, z neko podobo in tako dalje, ne. Zato je pravzaprav ta vidik, ne, da lahko sebe izrazim, ne, in da lahko opazujem, kako se drugi odziva na ta moj izraz, oba dva vidika sta izjemno pomembna, ne. Mogoče samo beseda o samem konceptu opolnomočenja. Jaz seveda sem pristaš teh idej, ne, da lahko z neko dejavnostjo nekomu razvijamo orodja, s katerimi se postavi na lastne noge, ne, kar je bila ideja Paola Freireja, ne. Ampak v zadnjih 10-20 letih, ne, obstaja kar nekaj pomembnih teoretikov, ki ugotavljajo, da pravzaprav opolnomočenje ni tista končna pravzaprav magičen koncept, ne, ki naj bi bil na delu, ne, ker opolnomočenje pravzaprav v Freirejevem kontekstu pomeni neko pedagogizacijo, neko razvijanje orodij, s katerim si bom sicer lahko pomagal, ne, ampak vendarle, ne, predpostavljam mene, ki imam moč, ki vem, ne, in jo ponujam nekomu drugemu, ne, kot nemočnemu. Ne, kar pomeni pravzaprav, da sem s tem drugim, ne, v projektu opolnomočenja, jaz v neki dominantni poziciji, ne. Zdaj, sam se bolj nagibam recimo k vprašanju, kaj v praktični situaciji pomeni recimo realizirati Rancièreovo idejo o subjektifikacije, ne, ki je nekaj čisto drugega, ne. Subjektifikacija za Rancièra pomeni, ne, nek dogodek, ki nekomu omogoči prostor v svetu. Ne, da ga poučujem, ne, da mu nekaj razvijam, ampak dam mu pravzaprav priložnost, da se v neki situaciji vzpostavlja kot subjekt, ne. To je tisto končno stanje. In zdaj, recimo, umetnost je tukaj zelo zanimiva, ne, ker če nismo
če nismo spedagogizirali ali pa konceptualizirali do te meje, da moramo napisati knjigo razlage zraven ene podobe, da bi sploh imela kakšen pomen, ne. Gre pravzaprav za neko sporočilo, ne, ki ga je seveda umetnik vložil v nek medij, ne, ampak za popolnoma avtonomno možnost odjemalca, pravzaprav, da je ob tem nagovorjen in ustvari neko svojo konstrukcijo pomena. Ne. Zato Rancière govori o emancipiranem tudi gledalcu, ne samo o emancipiranem učencu. Ne. In zato je recimo znotraj recimo teh pedagoških projektov, konec koncev to, kar ti delaš, ne, je na nek način to, ne, zelo pomembno. Seveda, pomembno je tudi to, da jim pomagaš razviti orodje, da bolj tehnično obvladajo recimo nek medij, ne, ker jim to pomeni večjo kvaliteto pri izrazu. Ne. Ampak predvsem jaz vidim pravzaprav razliko, ne, med tem, kaj v tem tečaju na tak način poteka in tem pravzaprav, da si je posameznik naredil pravzaprav svoj profil, kjer lahko prodaja svoje izdelke. Ne, to je zdaj neka višja kvaliteta. Ne. Da je prosilec za azil, ne, preko teh dejavnikov prišel do tega, da je uredil svoj status. Ne. Okay, in tako dalje. To so pač realni okviri, ne? Seveda. Ja, realen okvir je v bistvu, kaj ti lahko znotraj neke delavnice, kaj takšen okvir dejansko obljubiš. Seveda, ampak stopiti v javni prostor, ne, tam, kjer drugače ne bi vstopil, nastopiti v tem prostoru suvereno, ne, predstaviti svoj položaj, to že je pravzaprav ta subjektifikacija. Ne. Je pa seveda v takih projektih pravzaprav se da narediti ogromno, ne, in tudi recimo, jaz sem takoj dobil asociacijo ob teh vaših zgodbah na en odličen projekt, ki poteka zdaj v ZDA, sicer čeprav je nosilec v bistvu en irski filozof Richard Corney, ki se ukvarja v bistvu z pomenom zgodbe med drugim, ne. To je projekt Guestbook. Ne. Guestbook, ne. Kjer dajo mladostnikom predvsem v območjih, ki so izrazito konfliktna, Palestina, Izrael, Bližnji vzhod, Bosna, Irska in tako dalje, jim dajo pravzaprav možnost, da predvsem s pomočjo telefonov ustvarjajo v bistvu digitalne zgodbe. Zelo podobno kot to. Ne. In te videi, ko jih vidiš, ko jih je kar nekaj prosto dostopnih, so vrhunski. So res vrhunski. Ne. Ampak v teh videih ne samo, da predstavljajo sebe, ne, ampak že pravzaprav na simbolni ravni rušijo realnost. Ne. Spomnim se zgodbe recimo iz Irske, ne, iz Belfasta, ne, ko se najstniki zamenjajo šolske uniforme, s tem, da je en par iz protestantske šole, drug par iz katoliške šole. Se pravi, zavestno zamenjajo obleke, grejo na ulico in sami sebe opazujejo pravzaprav, kako se počutijo, ko so dojeti strani iste okolice na popolnoma drugačen način, kot so bili zdaj. Ne. To so taki močni eksperimenti, ne, ker ne gre samo za identifikacijo z neko temo, ne, ker gre za mnogo več. Gre v bistvu dejansko za bolj poglobljeno razmišljanje o tem, kako preko pravzaprav dostopa do neke drugosti, ne, bolj razumem sebe, ne, in tudi vidim pravzaprav, kaj se meni možni izstopi. Ne. Z tega prvega videa je bilo to zelo razvidno, ne, ko mlado dekle ugotovi pravzaprav, da je njena identiteta sestavljena iz mnogih kosov, pravzaprav v končni fazi ni hendikep, ne, ampak je neka totalna vrednost. Ampak to samozavest je treba dobiti. Ne. In to pravzaprav so te zadeve, ki se lahko v takšnem načinu delovanja vzpostavljajo. Stroho mogoče še moje izkušnje, kako se pridobi samozavest, da se dejansko upajo pokazati projekte še malo po
Mislim, mi smo tukaj precej brezkompromisni v smislu, da postavimo zelo jasen okvir. Zaradi tega, ker predelavnice, ker niso obvezne. Zdaj, tako, ena stvar je, da je recimo prostor vzpostavljen, tako kot če sem prav razumela, imaš delavnice, ljudje so tam, pridejo, ker tam živijo. Zdaj, če imaš delavnice, ki so pač nek format in ki res morajo delati, ker je jasno, da bojo pač mogli javno predstaviti stvar, potem ljudje pač ali hiter odnehajo ali pa dejansko vztrajajo zaradi pritiska, da dejansko bojo javno predstavili. Se pravi, da to je nek okvir, ki ga mi zelo jasno postavimo zaradi tega, ker je to ključno. Ker če imaš v bistvu, da izvajaš delavnice, rabiš v bistvu dobro dinamiko skupine, se pravi, ena izmed stvari je varen prostor, kot smo rekli, druga stvar je pa, da je zelo fajn, če so pravila igre jasna. Tako da na nek način, če je to že izhodišče, mi to že tisti trenutek, ko recimo iščemo ljudi, jim povemo. Se pravi, je že jasno, da v bistvu to bojo javno dostopne stvari, se pravi, da ne delamo sami zase, kar je že čisto drugo izhodišče, v glavnem, da bojo javno dostopne stvari in da bojo, se pravi, filmčki dostopni na YouTubu, tako da potem v bistvu zaradi tega ni težav, tako da se že neka predselekcija na nek način naredi, na ta način. A je bilo to vprašanje? Ne, pač govori pač tudi mogoče malo odziv potem teh udeležencev, te javne predstavitve oziroma kako jemljajo potem odzive teh, ki gledajo predstavitve oziroma slike, videe? V bistvu so bili zelo močni vtisi. Tako, se pravi, ena je zdaj pač fotorazstava, pri fotografijah na nek način je močnejši učinek tisti trenutek, ko je pač res javna predstavitev, medtem ko recimo to, se pravi, ko je pa otvoritve razstave, medtem ko pri filmih je bilo zelo močno to, da so se recimo ena punca Kolumbika naredila film o tem, kako je biti mama migrantka. Ona je bila pač noseča, tisti trenutek je prišla na delavnico in kaj je blazno zanimalo, seveda, kaj pomeni v bistvu biti migrantka mama v Sloveniji. Vsi vemo, kako je pač za mame poskrbljeno, recimo Slovenke, ampak recimo jaz nisem imela odgovorov zanje, mislim, ampak tukaj je, mi čisto pozabimo, da recimo, ne vem, recimo ona, pač, ki je prišla z Kolumbije, ona nima tukaj nekaj, kar je pač v njeni kulturi največ v življenju pomeni, kar je podpora družine, se pravi, ona v nekem ključnem obdobju svojega življenja ni imela emocionalne podpore, katera je pač res pač pomeni največ v življenju, in jo je zanimalo, na kakšen način se soočajo druge ženske migrantke s tem, in je naredila film o tem. In je bilo zanimivo, se pravi, je bila pač javna projekcija, ampak zanimivo je bilo potem, kako se je to v bistvu kotalilo. Potem je v bistvu ta film je našel pot dejansko do zelo široke populacije migrantskih žensk v Sloveniji in so v bistvu ji pisale. Tako da je ona v bistvu čist praktično, to je nekaj, kar ne moreš načrtovati, ampak je skratka zelo lepo življenje so imeli ti filmi, zelo, zelo lepo življenje in zanje to zihar pomeni, mislim, nekaj, res si upam reči zelo mirno, da si bojo zelo dobro zapomnili to za celo življenje v zelo pozitivnem smislu. V glavnem, Julija je imela, jaz ne vem, mislim, ampak res ogromno ogledov na YouTubu, tako da ona je na YouTubu in na Vimeju, tako da mislim, ljudje so zelo šerali, zaradi tega, ker je toliko res prijazen format, tako da in zelo, jaz mislim tako, da dejansko je lahko to naredi twist v karieri. Dejansko je lahko, zaradi tega, ker je nekaj, kar je postalo prepoznavno v prostoru, kar filmček, ki je v bistvu na veliko festivalov bil sprejet, tudi nekaj nagrad že prejel in tako naprej. Jaz mislim, da se bo to še kotalilo naprej. In glede na to, da je ona v bistvu umetnica in da dejansko želi v to smer naprej delati, vsekakor lahko rečem, da je zanjo to v bistvu en tako prav, nekaj, kar pomemben gradnik v tem njenem obdobju, ker je ravno zaključila študij, pa po drugi strani v bistvu po študiju seveda išče, kdo je, kaj bo delala in tako naprej. Tako da je prav tako ta film, s tem, ko je ona šla v to iskanje, je dobila odgovor.
In v glavnem na nek način tudi lahko rečem, da tako, kolikor jaz lahko ocenim, je tako nek gradnik to v njenem življenju, ki ni naključen, ampak je pač pomemben. No, tako. Tako da za vsako bi lahko tako povedala, recimo, da in pri fotoserijah in pri filmih vsaka, ki je šla noter, je dobila nek odgovor in dobila tudi konstruktiven odziv. No, tako. Zdaj mogoče še eno za profesora Klofiča. V knjigi med drugim govorite o katarzičnem učinku pri dramski terapiji. Če bi mogoče to malo prenesel na fototerapijo, pa mogoče malo povezal s temi zgodbami, ki smo jih tukaj danes slišali. Ja, katarza res, da je kot koncept nastala znotraj grške tragedije. Ne? Imamo to srečo mogoče, da ta tekst je slabo ohranjen in da v katarzi lahko preberemo samo 2 cela stavka, pa mislim, da je še par besed. Ne? Se pravi, da je to bolj nek konstrukt, ki je vzbudil domišljijo in razglabljanje in razmišljanje recimo skozi celo zgodovino. Ne? Tisto, kar bi jaz omenil v zvezi z tem aristotelijanskim konceptom katarze, kar se je kasneje, rečemo temu, spreminjalo ali pa dopolnjevalo, je prvič to, da se danes o katarzi ne razmišlja več samo z vidika odjemalca umetnine, se pravi gledalca, ne, ki ga pač neka umetnina nagovori, ne, da ima katarzični učinek umetnine tudi na ustvarjalca, ne. In če bi se malo pohecali, ne, ko se umetnina osamosvoji, ne, lahko celo ta namišljen lik, ki smo ga ustvarili, pravzaprav začne živeti neko svoje življenje kot tvoj mali princ, ne, in te pripelje na Japonsko in tako dalje, ne, čeprav Lukata ni več, ampak on je inspiracija zdaj recimo, ne. Te fotografije so inspiracija za mnogih individualnih ljudi po svetu, ne, da doživijo pravzaprav neko možnost preboja. Ne. Zdaj, bistvo katarze je pravzaprav nekaj presežnega, da s tem, ko doživljamo pravzaprav eno dosti težko, včasih travmatično, včasih vsebino, ki nas žuli, ne, čeprav še ni tako globoko zagreznjena, ne, in še ne govorimo tu zdaj o tem potrebi po terapiji, ne, da ob soočenju pravzaprav z eno težavno vsebino pravzaprav doživimo potem neko olajšanje, ki pa ni samo konc trpljenja, ne, nismo v gledališču zato, da potem nehamo trpeti, ne, ampak imamo občutek, da smo od tega nekaj profitirali. Ne. In ko govorimo recimo o otroku, mladostniku, pa tudi o teh ranljivih skupinah, je zelo pogosto tako, da te klasični pristopi, ne, refleksivni, k neki taki temi, ne delujejo. Ne. Recimo, ti kot terapevt veš, ne, da si moraš z nekimi pripomočki pomagati, da prideš sploh do tega, da posameznik lahko začne razkrivati tisti dogodek, ki ga je ulovil. Ne. Na neki simbolni ravni pravzaprav se pa to lažje doseže. Se pravi, lažje reflektiramo neko zagrezdeno situacijo v gledališki igri ali pa na fotografiji, kot če bi se ta zgodila v realnosti. Ne. In v tem smislu pravzaprav, ne, je katarza sinonim za tisto nekaj, kar mi dobimo ob tem, ko nam je nek medij omogočil soočiti se z eno od eksistencialnih dilem. To bi bil tak zelo preprost generalni opis. S tem je pa katarza pravzaprav del vsakega terapevtskega postopka, vsakega pedagoškega projekta in vsakega konec koncev takega aktivističnega, recimo, omogočanja nekomu pravzaprav, da se vzpostavi v neki situaciji. Ne. Zdaj, jaz sem poskušal pri teh različnih medijih, s katerimi smo se ukvarjali, ne, tudi pravzaprav priti do dokazov, da recimo, 3, 4, 5, 6 letni otrok je sposoben pravzaprav zares poglobljenega doživljanja nekih estetskih fenomenov. Ne, to mi je bil motiv dokazati, da recimo otrok lahko uživa v barvah. Da ga res samo barve navdušajo, ne nič drugega okrog tega. Se pravi, da ima stik z neko estetsko formo, ne.
dokazati, da recimo je, ko rabi pravzaprav enega od teh umetniških jezikov pri tem ustvarjalnem. To je blasno težko pokazati. Ne? Ko preigrava pač neke že narejene forme, ali je to zares ustvarjalno ali ni. Ne? No, med drugim me je zanimalo tudi, ali je možno dokazati, da ima lahko nek tak dogodek terapevtski učinek. Ne? In prvič se nam je to zgodilo, recimo dokumentirano, ob tem, ko je ena 6-letna punčka ob pogledu na Munkov krik, ne, reprodukcijo, podoživela pravzaprav neko travmo iz svoje družinske situacije, ne, in pravzaprav se je ta zadeva potem razpeljala. Ampak zanimivo, da se je pač en tak moment katartičen zgodil tudi v projektu Fotografija. Ne. To bo za vas zanimivo. Ne. Ena od recimo dejavnosti in potem tudi inštalacij, ki smo jo danes provocirali, je bilo, da otroci raziskujejo v bistvu emocionalne izraze na lastnih obrazih. Ne. Se pravi, delali so portretne fotografije, ne, žalostnega pa veselega obraza, to so bili 3 do 5 let stari. Ne. In potem so naredili z tega kolaž. Ne, en velik plakat, ker so bili te portreti njihovi razstavljeni, usmerili so se na fotografijo obraza, potem pa posebej oči pa ust. Ne. Vmes v ta kolaž so pa vzgojiteljice poskrbeli za to, da je vsak povedal pravzaprav iz svoje perspektive, ne, kdaj je bil vesel ali pa žalosten, in potem je iz tega nastavljen tak velik plakat, ki je bil sicer zelo tehnično tudi dobro narejen, ne, atraktiven, ampak zanimivo se je zgodilo, da ena od teh deklic, ki je sodelovala pri tem plakatu, je vzgojiteljica opazila, da stalno, ko tam okrog tistega plakata hodi, da nekaj hoče stran gledati, pa da je nekaj nenavadnega se dogaja. Ne. To je potem vprašala, v čem je problem, ne, in je Tamala rekla, da ji ni všeč ta plakat, da ga noče gledati. Ne. In zakaj ti ni všeč? Je zato, ker je spominja na en dogodek, ki bi ga najrajš pozabila, ne, in da če bi ona še enkrat delala plakat, bi delala plakat samo z veselimi obrazi. Ne. In zdaj seveda, to je bil trigger, da ne, gre za neko tako situacijo, ki pa ne veš, kako do nje dostopiti. In vzgojiteljica vprašala, bi kaj o tem hotela povedati? Ne. Ne. Pa se ne rabiš meni, imaš prijatelj si povedala, ne bom povedala. Ne. Potem pa pravi, mogoče bi pa narisala. Ja, to pa bi. Ne. In seveda, ko je začela risati, je začela to povedovati. Ne. Se pravi, tista podoba žalostnega obraza je bila vezana na njen dogodek družinski, ki ga je potem pač v zgodbo spremenila. Ne. In posledica tega je bila, da od takrat naprej ni imela več težav gledati ta plakat. Ne. Najbrž še kakšna druga, ampak ta je dokumentirana. Ne. To so taki primeri, ki kažejo pravzaprav, da seveda z pozornim opazovanjem, ne, lahko dejansko vidiš, da imajo tudi te simbolni jeziki pravzaprav zelo realne posledice. Včasih tudi slabe najbrž, ne samo dobre. Ne. Ampak poznati te koncepte pomeni pravzaprav vedeti, kaj lahko, da na take dejavnosti pričakuješ, ne, po kakšnih poteh lahko nastaviš situacijo, ker se to lahko zgodi, ker to ni nekaj, kar ti lahko sprožiš. Ne. Subjektifikacija ni nekaj, kar jaz tebi dam. Sam si jo, sam se postaviš ne, na neko mesto. Ne. Katarza ni nekaj, kar je možno napovedati. Ne. To so te presežni dogodki, za katere pa pravzaprav vse, kar lahko vemo, je, da vemo, v kakšnih kontekstih se pojavljajo bolj pogosto. Ne. To se da ugotoviti. Ne, to so pač, zdaj, kaj sem, v pedagoških situacijah recimo lahko rečemo, da so močna doživljanja, recimo umetnine, neki zelo ekspresivni dogodki v naravi, da so to take situacije, ki naravno sprožajo pravzaprav neko večjo senzibilnost, občutljivost in seveda tudi take potencialno močne učinke. Ne. Se pravi, v pedagoškem smislu jih ni mogoče načrtovati. Zdaj bom pa to delal, da bom doživel katarzo. Ne. Mogoče je pa načrtovati situacije, v katerih se to lažje zgodi. Ne. Vse skupaj je pa povezano s tveganjem. In tam, ker ni tveganj, ne, da se jaz javno postavim svojo podobo, ne, tam, ker ni tveganj, tam ni
učinkov v zavozlanih situacijah, tudi druge. Ne. In tu imamo težave v šolah, vrtcih, ker je kup preprek, najprej v naših glavah, strahovi, potem pa še v sistemu, ne, ki otežkočajo takšno delo. Ne. Ampak da se. Hvala za odgovor. Da nam čez predolgi bi jaz zdaj za kakšno vprašanje iz publike, če koga kaj zanima. Jaz bi se prej navezala v bistvu na tisto, ko smo gledali v bistvu te avtoportrete, ne? Kjer se po eni strani v bistvu pojavlja ta intima skozi telo, skozi opazovanje samega po sebe, po drugi strani pa to v bistvu ta intima v glavi, ne? Torej čustveni izraz. Ne? In pol tudi v bistvu nekako torej, s to razgalitvijo, ko se oni v bistvu tudi javno izpostavijo, s čimer tudi pač na nek način uveljavljajo svoj prostor. Kako pa recimo oni reagirajo v sklopu tega, ne vem, kadar dobijo nek negativen odziv, torej dobijo gledalca, ki ne razume konkretno situacijo? Tukaj je v bistvu tako, ne vem, mi poskusimo amortizirati, kolikor gre, a ne, jaz z Nino, recimo tekom, mislim, ker je bilo veliko strahu, a ne, kako to javni predstaviti, ampak tudi druge punce, a ne, ampak sploh, če greš tako intimo, a ne, pač, mislim, ziher je treba to amortizirati v smislu, da jih pripraviš, da je lahko eno in drugo in da bo mogoče še bolj kot pri fotoseriji, pri filmu, da ziher, kdo ne bo razumel tako, kot bi ona mogoče želela, ne, ali katerakoli od udeleženk. Tako da mi poskušamo pač ta del narediti po svojih najboljših zmožnostih, tako da recimo, seveda bile so situacije, ko je punca prišla, dobila sem svoj prvi dislike na YouTubeu, ne, pa je bila, mislim, pač ne v šali, ampak normalno, ne, mislim, pač je težko ne jemati osebno. V glavnem, tako da eno je, da pač v bistvu jim poskušamo razumeti, da pač ne bojo mogoče razumljene tako, kot želijo biti in da je pač to pač realnost, a ne. Ampak zdaj mogoče smo imeli tudi srečo, mislim tudi konec koncev, mislim, jaz bi z največjim veseljem takih projektov ful več delala, ker mi je, mislim, tako res zelo, zelo všeč ta model, ampak pač to druga stvar, financiranje pridobiti, a ne, za nek bolj, hočem reči, v bistvu vzorec, na katerim jaz lahko govorim, je dosti majhen, a ne. Mi nismo imeli v bistvu, da bi prav lahko rekla, da smo imeli slabo izkušnjo, ampak sem prepričana, da na širšem vzorcu, da bi se to zgodilo, ne. Tako da, ampak mi jih poskušamo pač pripraviti po svojih najboljših zmožnostih, no. Če to odgovori na vprašanje. Odgovori. Ne.